oddajo Klepet ob kavi. Zdravo, živo slavo, me zanima, če boste opazili razliko pri teh fotografijah. To so ženske, ki so bile fotografirane preden so postale mame in potem, ko so dejansko. Meni se zdi, da je razlika. No, vsej majhna razlika v očeh, mogoče ali pa karkoli. Ne vem, če je to zdaj to trpljenje, ki so ga dale čez, da so otroka na svet spravile, ampak kakorkoli pri 27 letih je tudi Nuša Derenda postala mama. Prvič mama danes v moji družbi svojim prvorojencem, prav tako glasbenikom, o katerem se zdaj vse več piše. Te bo kmalu prehitel v tisku. Joj, imam jaz tega arhiva veliko doma. Ko bo to dosegel, pol pa se jaz umaknem. Pa shranjuješ te stvari? Pa ja, kar no. Dobro, je bilo obdobje, ki je bilo tega še več. Lansko leto mi je ravno za 20. obletnico moje solo kariere moja mama pripravila dva taka velika fascikla z članki, intervjuji in tako naprej. Drugače pa ja, jaz imam pa to še po kakih škatlah, pa tako sam en list, recimo včasih, če pride meni v roke revija, da strgam ali pa odrežem, pa ga spravim in bo to še potem za naprej, a veš, ko bom v penziji. Za vnuke, za vnuke. Kaj pa ti, tudi delaš to, Matevž? Ne, jaz pa tega ne delam. Dela prababica. Ja, ne babica, ne prababica. Babice delajo. Ne, v bistvu jaz veliko niti ne spremljam, no, zdaj to, če se kaj piše, itak nisem jaz kriv, je bolj tako, pač slučajno pogledam, okej, v redu pač. Nisi da napišeš članek vse pa tako? Ne, absolutno ne. Nuša, videla si fotografije teh žensk, ne? Malo nekaj se je spremenilo. A si se ti spremenila, se ti zdi tudi fizično mogoče, ko si postala mama? Sem postala mamica, joj. Veš, da nisem se opazovala na tak način, ne. Mene res tukrat sem se fotografirala že prej in potem in razni stylingi in potem profesionalne fotografije in tako, ne. Tako da nisem zdaj, jaz mislim, da med nosečnostjo takrat ženska res tako zažari. Potem ja, mislim, zrelejša postane, vsekakor, na vsak način. Verjetno tudi bolj odgovorna, ne? Ja, seveda. Zdaj, on nadaljuje tvoje stopinje, pravzaprav stopinje tvoje družine oziroma vaša družina je glasbena družina že v osnovi. Matevž, kako si ti to doživljal? Kdaj si se v bistvu zavedel, da moja starša, predvsem moja mama je pa v bistvu slavna? Kdaj si se zavedel tega? Ali si mislil, da pač od vseh tvojih sošolcev mamice so pač tedensko po revijah pa tak? Ja, mislim, da jaz sem se kar kmalu to zavedel, ampak mi ni bilo, nikoli mi ni bilo to nekaj, da bi v spredje metal, ali pa da bi, ne vem... Niti ega futral? Ne, nisem nikoli, jaz sem to sošolci, pa to čisto normalno je bilo zmer vse, tudi oni niso nič kaj preveč drezali v mene, ker smo iz manjšega kraja, iz Rtič, ker je res 200 otrok na šoli in nas je bilo 20 v razredu in smo se itak od vrtca naprej poznali in ni bilo nikoli nekih problemov, no. Jaz sem se pa, zavedel sem se pa prej, že ko sem po špili hodil, še kot res mulc, pa... Mene je bilo zmer, me je pa to vlekel, no, bom rekel, ta oder pa to, no, zmer sem bil tako malo nastopač. Okej. Pol ga nisi ti porinila v to? Ne, nikakor. Ne, jaz ga celo malo bremzam in pravim, lej, vse pride ob svojem času, če si vztrajen, pa če si to res želiš. To je prvo, ne, in vedno sem mu rekla tudi, lej, tudi prijatelji, čeprav se zdi zdaj na Facebooku, takrat, ko se je začel, že pred parimi leti, ne, imaš toliko prijateljev, pa to sem rekla, a veš, ni nujno, da so res vsi prijatelji, ne, mislim, tako, malo ga poskušam, ne, čeprav jaz vem, da on se zaveda tega, res si to želi in ima res te gene, od majhnega je rad nastopal, doma se nastavljal, se snemal tudi, ne vem, imitiral Michaela Jacksona ali pa koga druga in tako, ne. Michael Jacksona? Ja, enkrat se je posnel. Posnel ples. Ja, jaz sem v bistvu... Kaj je to, uno hojo? Billie Jean, Moonwalk, vse. Dej, Ja, pa nimamo, a imaš tisto, nimaš? A ja, to zdaj? Ja, ne vem, če še jaz to znam. Dej, probi.
Kje pa? Tamle probi, le tamle pet pred uno konzolo pa probi, da te vidimo. Lej, bele superge imaš gor, Ja, ne? on ima črne, sam problem je, da ne drsi, ne. Ne drsi, lahko pa probam? probaš. Čakaj, V da čem je vidim. finta? V bistvu je fora je sam, da daš ti to nogo nazaj, Ja. ko zamenjaš, narediš to. In Ja. to delaš. Ja. Ampak je fora, da mora biti pač Moraš držati. Sam usklajeno, izgleda, ne. Ja, Zdaj pa bom probal jaz to, ker ne drsi, bom probal Ja. malo. Wow, ful dobro. Nekaj na ta način, no. Ja. Tako da sem imel v bistvu tisto Jacksonov koncert iz, ne vem, 2001 leta v New Yorku. Sem Ja. imel v bistvu v piku naštudiran ta Billie Jean, čisto vse, ne vem, 10 minut ima sceno dolgo in je. Smo enkrat prišla domov in nama spusti ta posnetek. Oziroma, ne vem, če si nama sploh, da smo slučajno ga najdla, ne? Ker Da, nikoli ja, se ni to on neki- neki metal ven, ne, in hotel ukazati. In sem rekel, wow, pa to je dobro, veš, kdaj si se ti to naučil? Sploh ni mi bilo jasno. posnetkov. To je Posnetkov. Ja, en dan, to je Ja, res. ja, saj to je tisto, veš, če, hitro učljivo. če imaš nekaj rad, pa to delaš Ja. iz sebe in to je pomembno. Ok, tebi je bilo to v zibelko položeno, ampak poznam pa veliko glasbenikov, ki v bistvu so se mogli na nek način malo boriti tudi znotraj familije, da so lahko delali oziroma da so lahko sledili tej svoji strasti in da se niso preveč obremenjevali, ker so strani staršev poslušali, lej pa v tem ni denarja, pa to ti ne bo plačeval položnice. Kako je bilo v tvoji družini? Si se mogla boriti? Jaz sem tudi od otroštva naprej pač so videli, da imam ta talent oziroma to željo nastopati. Ja. Seveda je bilo na prvem mestu šola. Srednjo šolo sem šla potem vzgojiteljsko v Ljubljano in sem šla takrat že od doma nekako. Ne. In potem sem že kmalu začela v prvem letniku srednje šole pa pet pri enem ansamblu, tam sem tudi Frenka spoznala in ko so njega spoznali, pa to celo skupino, ki so bili malo zrelejši glasbeniki in tako naprej, so me spodbujali, tako da ni bila tle težava. No. Samo šola moraš narediti. Ne? Ja. Sicer potem sem šla še v vzgojiteljsko višjo, že ob delu in tako naprej, potem so se pa začeli nastopi že v Nemčiji in to me je potem potegnilo. Ja, tako da so mi potem še, nisem dokončala tiste višje, ne? In nekako v sebi sem čutila, da jaz to ne bom nikoli delala, da je to pač moja želja nastopati. Tako. Čeprav je to bilo vedno, tako kot tudi zdaj, ko Matevžu govorim, če se bo dalo od tega živeti, ne vem, mogoče se bo znajdel na drugačen način, kot sem jaz. Jaz sem le 7 let sva z možem, se pravi takrat še s fantom, sva špilala po Nemčiji, Švici in tako naprej. Takrat smo veliko igrali, pa tudi veliko zaslužili, pa nismo bili znani. Pač takrat smo res to delali za preživetje, ampak s tem so potem lahko tudi nekako začela potem življenje pri nas. Takrat, ko sem začela to solo kariero. Sem kar čakala na to priložnost. Sem bila že stara tudi 29, ko sem začela solo kariero. Sama? Ja, v Sloveniji. Ne. To ti je bolj pisan na kožo? Kaj misliš to, da sem To, samostojna? da si sama? Ne, mislim, jaz Na sem odru. vedno sem imela band. Ja. V bistvu je to težje. Ker jaz sem se takrat začela pojavljati na festivalih, čisto sama na odru, razumeš, je treba pač, lej, tukaj moraš iti lej, to je real. Ja. In takrat si samo od sebe odvisen, ne moreš se naslanjati na nobenega, če narediš napako, narediš, vso odgovornost prevzameš nase. Tako da sem se jaz tudi na nek način takrat začela šele učiti, bom rekla, tega samostojne poti. Ne? Do takrat band, pa se imaš fajn, pa špilaš tisto, kar ti paše. Potem sem pa kar naenkrat začela svoje pesmi, mislim tiste, ki so mi jih napisali, izvajati, ne? In še to na festivalih, ne? Ker to ni kar tako. Se je malo plošča obrnila. Ja. Evo, nadaljujemo pogovor z Nušo in Matevžom. Tudi o tem, kaj vse prinaša show biznis, mogoče negativnega, se veste, vsaka stvar ima dobre in slabe strani. Tale trenutek pa preverimo aktualne dogodke. 21. oktobra 2019. godine ponovo dolazim u Ljubljanu. U Sloveniji sam čest gost, međutim u Ljubljani nisam bio nekoliko godina. Mislim da je vrijeme da naši Slovenci u glavnom gradu Slovenije čuju novosti iz Bosanske doline piramide.
17.10. vas vabimo na brezplačni dogodek, namenjen predvsem bolnikom, onkološkim in drugim. Marija Ana Kolman bo govorila o naprednih pristopih združevanja medicine in fitoterapije. Ker je prvi vikend šamanizma in fitoterapije na Jezerskem razprodan, smo objavili dodaten termin od 25. do 27.10. Na Šenkovi domačiji na Jezerskem bo torej potekal vikend z Marijo Ano Kolman, šamanizem in fitomedicina. Takole, ja, fajn, ne, lepo se bomo imeli. Ne vem, če poznate oddaje Klepet ob kavi, je v bistvu oddaja za zdrav življenjski slog. Spodbujamo ljudi, da sledijo sebi, ker to je definitivno zelo zdravo. Se mi zdi, da bi ti slej ka prej zbolela, če bi bila samo vzgojiteljica s takimi velikimi sanjami pa talenti, ne? Vsekakor, jaz mislim, da je to najbolj pomembno, da si ti miren, da si srečen, da delaš stvari, ki te veselijo. Ne. Zato tudi jaz mogoče Matevža spodbujam, pustim mu, ne, da dela to, kar si res želi. Seveda si želim, da se še nadgradi svoje znanje, da bi šel še v kakšne študije, ne vem, tudi v tujino na vse zadnje, ampak to je pač njegova stvar na vse zadnje in če ga to veseli, je to najbolj pomembno. Si mamin sinko? Ne, mislim, da nisem bil nikoli mamin sinko, kaj preveč. Kaj tega punce ne marajo, veš? Ja. Ne, nisem imela časa biti mamina sinko, ker enostavno jaz nisem imela časa, nisem bila toliko. To sem se dostikrat sama spraševala, je to v redu ali ni v redu. Res, da sta bila preskrbljena, da sta imela dom, topel dom, da so bile babice non-stop zraven in tako naprej. Ampak pa tudi veliko smo prepotovali skupaj in bili na dopustih in tako. Ampak pogosto pa, kadar sem bila doma, sem prišla iz kakega špila, pa sem imela še kak intervju, pa še... Imela občutek slabe vesti? Ja, malo občutek slabe vesti. Pa utrujen si, pač od tega dela, to ni enostavno. To so in noči in ravno zaradi tega, ker so noči in ker je naporno in je to zvečer in tako naprej. Vemo, da večerni del je tisti del, ki na plano pridejo potem sploh v tem show biznisu, kakorkoli, in različna poživila in alkohol in vse te zadeve. Kako si njega recimo pripravlja na to, kako gre zdravo mimo tega, ker za neko dolgo kariero pač glih vsega ne moreš dati vase, ne? Tako je. Matevž je itak vedno malo samo svoj, redko posluša nasvet takoj, tako da mora sam izkusiti na svojih izkušnjah. To je pa zelo zrelo. Ja, tako, a veš, tako da videl je marsikaj, kaj se dogaja v tem poslu, ravno pred kratkim je imel eno izkušnjo slabo na cesti, tudi to se dogaja, tudi jaz sem se recimo naučila, recimo sem naredila kak prekršek, pa sem dobila kazen, ali pa tudi enkrat sem imela... Nisi uporabila karte, jaz sem znala. Ja, ne. V glavnem na teh izkušnjah, hvala Bogu, če se srečno končajo, so to ene izkušnje življenjske, ki potem se ti usedejo in si potem spet zreleš in se spet nekaj novega naučiš. Ravno tako je pri vseh ostalih stvareh. Jaz pravim, da je treba pustiti včasih otrokom, da sami nekaj preizkusijo, na svoji koži izkusijo. Lahko se pogovarjamo kadarkoli, tukaj sem, lahko se pogovarjamo samo, ko bo želel nasvet. Odlično. Evo, tale trenutek gremo še v eno zanimivo rubriko Povej ali pojej. Povej ali pa pojej. Evo, skratka, tole imamo ene take zelo nenavadne kombinacije. Sicer je vse ekološko, celo vegansko, ampak vendarle ne bo vam treba, ne? Ja. Če bo, ne vem, ne, bomo videli. Tole je en veganski piškot s kakšnim namazom? Kumaričnim namazom. Sliši se nenavadno, ne? Zelo. In ni dober, tak naprej že povem, ne? A res? Ni dober. Pol je pa kumarica z kokosovim sirupom.
Ok. Ja. Super, res. Ni dobro, ne eno, ne drugo, pa še peteršilje gora. Ne? Ampak ni nujno, ne, da to vendarle je treba. Jaz ti zastavim eno vprašanje in ti dejansko se lahko odločiš, da boš to probala, da boš to pojedla. Če poješ, ne rabiš odgovoriti. Če pa Okej. odgovoriš, pa ne rabiš pojesti. Ojej, ja, jaz bi to vse probala, zakaj pa ne? A res? Ja, zakaj ne? Pa Me kar glih izvoli zanima. kekseka, A no? to je, ampak ni treba celega pojesti. Ne, ne rabiš. Sada, ker kumare imam drugače rada, a to je drugače sladki piškot. Ja, to je pa sladki. Ti imaš rada kumarce, ja? Jaz njih nisem fan. Ni slabo, namaz je A pa dej. super. Namaz je super. Piškot je pa nezdrav, ampak ali je tudi veganski? Je veganski. V redu. Okay. Jaz sem imela pa toliko težko vprašanje zate pripravljeno. Sem pomatrala. Aha, baš dost, v redu. Bom pa pojedla. Lahko poješ Ne pol. morem govoriti drugače, veš. Kakorkoli, boš še ti probal keks? Pa bom probal. A ja, boš probal? Prav nisem. Ok. Sladko in Slano. slano? Ja? Ne, namaz je super, jaz sicer ne bi na piškotih ga jedla, ampak glej, Jaz bi nič ga po kaj moje takega. sam na piškotih. Ok, vaša družina je kulinarično čudna. Ne, zanimivo. Nisem Marsikaj nikoli- smo probali, Ja, jaz sicer kumarec nekaj preveč ne maram. razen vloženih. Vloženih. Ja, dobro, Kislih. vložene te Mislim, kisle kislih. kumarce, ja. Domače stara mama je ful vlagala včasih in te domače so vrhunske. Te surove so je pa malo drugače. Ampak s piškotom mi je pa všeč. Moram reči, boš še ti No, ampak vse glih hotela se doprašati. No, sej Dva lahko. fanta imaš, ne? Si si kdaj želela, da bi imela punčko v tem smislu, da bi rej, kaj, Veš kaj, nisem oblekice, razmišljala. pa Ne, tiarice. Ne, hvala Bogu, da sem imela fante, zato ker ne bi imela časa hoditi po trgovinah. To punce pa zahtevajo, ne, svoj čas Okay. in ja. Tako da, ne, nisem nikoli razmišljala karkoli bi bilo, a veš, bi jih imeli radi. Ampak glede na to, da sem jaz tudi malo bolj, kako bi rekla, nisem preveč tista romantična punčkica. Girly girl, okej. In nisem nikoli, ne vem, ful se tako Ja. oblačila, ne vem, romantično in tako. Se mi zdi, da je kar prav, da imam fante. Okay. A imate v vaši družini kakšen praznik, recimo v moji družini, tudi ko sem še jaz zvečer hodila nastopati, voditi in tako naprej, je bilo tako, vsi datumi so dovoljeni, ampak 24. zvečer pa ni denarja na tem svetu, da bi lahko dobila tako fajn ponudbo, da bi si upala reči, ja, ne bom imela družinsko večerjo. Večerjo, a to za Božič misliš? Recimo, Na v 24? naši družini je to. Imate vi kakšen praznik, ki pa niti slučajno ne sprejmete nobenega koncerta ali karkoli podobnega, ali si rečete, lej, priložnost je, to lahko kjerkoli drug dan. Veš, kaj bom rekla? Je nepisano pravilo. Ja, vse to so nenapisana ponavadi. Ja, Mislim, to se iz leta drugače v pa leto jaz ne morem to spreminja, ne. zahtevati od otrok. Okej. Spet smo pri tem. Si Zato- slišala, mami? Je rekla, da ona tega ne more zahtevati od otrok. Res, da sva midva s Frenkom bila ponavadi prav na Božič 24. Ne? Ja. Ja, takrat smo imeli vedno večerjo. Čeprav sem imela tudi jaz takrat dostkrat nastop do povdne ali pa čez dan še kje. Ampak potem sem se potrudila in sem pol še naredila neko večerico. Samo mi. Ker drugače smo veliko res jedli pri tašči moji in tako, in smo se pri njej veliko družili. Ne? Ampak je pa par dni na leto, ko smo pa res mi skupaj naredili. Ne? Tako pa za zadnje čase pa jaz tudi vedno več kuham. O, lepo, bravo, bravo. Ja, In zdaj boš rekla, da zdravo kuhaš, da gledaš na sestavine. Pa, daj ti povej, no. Ja, v bistvu ja. Zdaj no, je mislim, un jaz- čas, ko rečeš, moja mama je najboljša kuharica. Ja, moja mama je najboljša kuharica. A veš kaj, ko pa naredim kaj z zelenjavo, to ne bi. Stran. To je bučka, Ampak to je uno. juhe kremne te zadnje čase, zadnjo leto, dve delaš ful te kremne juhe iz cvetače, porova in tako dalje. brokoli. Ja, Odlično. brokoli so vrhunski. Še eno zelo, zelo kratko vprašanje, ko nekaj glasbenega ustvariš.
Ja. Komu greš požegen? Ja, prvo pokažem njima, ne, normalno. Aha. Valjda, ne, zdaj smo glih Ja. izdali 2 tedna nazaj Solution, skupina, novo pesem, Naj ne čakam te. In ja, prvi demo, ko smo ga dobili, no, sem prvo njima pokazal. Ne. Super, fantje delajo, pridni so, želijo si, to je najbolj pomembno. Seveda je pa treba delati, še delati. Ja, odlično. Hvala vam za tale pogovor. Mi bomo nadaljevali še s čim zanimivim, predvsem pa z vsem tistim, ki lahko naše življenje obogati, zato da dodamo malce življenja letom. A ti veš, kaj delaš? Ali ti sam delaš, pa se samo od sebe zgodi in ti zaupaš v to, da se zgodi v največje dobro? Na začetku sem prav to zadnje, ko To si tehniko. povedala. Tako.